Danes v Pomurskem dnevniku. Mura je remizirala z Rudarjem. Koronavirus tudi pri nas. Neznanci razstrelili bankomat. Pomagajmo žabam prečkati cesto. Vreme, jutri pretežno oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Nogometaši Mure so v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Fazaneriji gostili velenjski Rudar. Srečanje z zadnjo uvrščeno ekipo v prvenstvu se je končalo z delitvijo točk. Črno-beli so si pred tekmo z Rudarjem obetali komplet novih 3 točk, kar pa se na koncu ni zgodilo. Žan Karničnik je domače sicer popeljal vodstvo s pravim evrogolom, kar pa ni bilo dovolj za zmago. Mi smo imeli nekako prevlado, vedeli smo, kakšna bo tekma, da so oni navarni iz teh kontranapadov, kar smo želeli preprečiti, vendar v drugem polčasu so nam mogoče enkrat, dvakrat pobegnali in iz tega tudi zabili gol. Moramo potegniti najboljše iz tega in iti v naslednjo tekmo, da pravimo zmago popraviti. Gostje so v drugem polčasu uspeli izenačiti zadetkom Sanjina Leliča. Izredno težka tekma, trda tekma, tako kot so tudi pričakovali. Nasprotnik je prišel vsemu svojo točko, uspelo mu je iz enega kontranapada. Zavedali smo se težavnosti, zavedali smo z njihovega dvojnega bloka, tako da nažalost želeli smo 3 točke, ampak fantom ne morem ponovno nič očitati. Razen to, da smo bili premalo hitri z žogom, razen to, da smo bili premalo konkretni, drugače pa želja, volja, motiv je bil pa izredno. Kot pravi Karničnik, podcenjevanja nasprotnika ni bilo. Ne, Teo, ne moram reči, da je bilo podcenjevanje, ker točno smo vedeli, kako bojo igrali, da postavijo 2 bloka in da jih lahko bi prebijali nekako po bokih, vendar na koncu manj tega ni uspelo. Kaj je torej zmanjkalo za zmago v Fazaneriji? Pri sami igri v prvem polčasu smo imeli samo 2-3 neke priložnosti ali pa pol priložnosti, nasprotnik zelo brano, dosegli evrogol, kar je tudi v takšnih tekmah pomembno. Nažalost nismo uspeli realizirati še kakšne pol priložnosti iz drugega polčasa, tako da ga nasprotnik z tega prostega kontranapada zabil. Sama konkretnost v napadu si pa normalno želimo, da zabijemo, ampak z njihovimi 9 od zadaj pa z našimi 8 spredaj je pa to izredno težko, razen če je neka zadeva takšna, da se mogoče kakšna na srečo odbija ali pa s kakšne prekinetja. No, kljub remiju, ki navijačem ni bil po godu, motivacija za prihajajočo tekmo z Olimpijo ni pod vprašajem. Jaz ne vidim tu nobene težave, da bi mi se mogli motivirati, da smo ekipa, katera bo premagala vse po vrsti. Mislim, da še rabimo dosti žgancev in mleka pojesti, da pridemo do neke zadeve, ko bomo pričakovali, da bomo nasprotnike doma gladko premagovali. Moram zavedati, tudi ta Olimpija, proti kateri igramo mi zdaj, je odigrala 1-1 za Rudarjem. Da bo Rudar slejko prej prišel do zadeve, ko bo nekoga premagal, ampak motiv, da mi iščemo motiv v naslednji tekmi za naše igralce, vsaka tekma, kateri dobijo priložnost, izredno motivacijska. Muraši so po 24 krogih zbrali 38 točk, kar zadostuje za trenutno 5. mesto na lestvici. Potrjen je še drugi primer okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji. V Sloveniji so danes potrdili še drugi primer okužbe z novim koronavirusom. Kot je na novinarski konferenci povedal minister za zdravje Aleš Šabeder, je bil novi okuženi v stiku s prvim okuženim. Slednji je imel veliko stikov. 29. februarja je iz Maroka že bolan potoval na beneško letališče, isti dan pa je bil zvečer na ljubljanski urgenci. Na ministrstvu pravijo, da soproga prvega okuženega sicer sama z novim koronavirusom ni okužena. Policiste so danes malo po 3. uri obvestili, da so neznanci v Kuzmi razstrelili bankomat. Kot so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, so policisti kraj zavarovali in zbirajo obvestila. Zbiranjem obvestil in ogledom kraja so policisti ugotovili, da so neznani storilci z uporabo plina razstrelili bankomat, odtujili denar in s kraja pobegnili. Policisti so takoj začeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev, postavljene so bile tudi blokadne točke, vendar neznane storilce še niso izsledili. Storjenim dejanjem je na bankomatu, objektu in avtomobilu nastalo za okrog 50 000 evrov škode. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.
Z nastopom pomladi in toplejših temperatur se začenjajo tudi množične selitve dvoživk iz prezimovališč na kopnem v vodo. V Krajinskem parku Goričko že od leta 2003 pomagajo pri selitvi oziroma varnem prečkanju cest dvoživkam. Več o tem nam bo povedal Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Goričko. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeno. Torej, mogoče, če na začetku poveva, kje in kdaj potekajo selitve, ki jih nekako organizirate v sklopu Krajinskega parka Goričko. Ja, v bistvu, kar se tiče selitev dvoživk, potekajo praktično skoraj po vsaki cesti, se lahko dvoživke opazi, vidi, ampak najpomembnejše tako imenovane črne točke so pa v bistvu v Bledarskem jezeru. To pomeni, da jih je tam tudi v bistvu največ in zato je tudi prihajalo v zgodovini do največ povoza tam in tam tudi organiziramo prenašanje dvoživk oziroma postavijo se ograje in se potem ročno prenašajo čez cesto. Kako dolgo je pa nekako ta primeren čas za selitev dvoživk oziroma kako dolgo bo še trajalo to? To je čisto odvisno od vremenskih pogojev. Pomembno je, da je dež, da je vlaga. Drugi zelo pomemben faktor je pa temperatura. In ko je po noči temperatura tam nad 5 stopinj Celzija, če še dežuje, potem se v bistvu vse skupaj začne. Nekako v Krajinskem parku Goričko pozivate ljudi, da vam lahko pomagajo. Kdo vam lahko pomaga in na kak način? V bistvu lahko pomaga kdorkoli, kdor želi. Ko se nam pridruži pri teh akcijah, ki sicer potekajo zvečer, ko pade tema, okrog 7 ure zvečer. Pomembno je seveda, da se primerno obleče, primerno obuje. Odsevni jopič je skoraj nuja, nenazadnje gre za prometne ceste, svetilka, najlažje je, če je čelna svetilka, rokavice, vedra pa dobra volja. Kje lahko dobijo tisti, ki jih mogoče zanima, da bi pomagali, več informacij oziroma na koga se lahko obrnejo? Kaj se tiče prenašanja dvoživk v Bledarskem jezeru, vsekakor naša spletna stran, tam so vsi podatki o naših zaposlenih, telefonske številke, potem v bistvu tudi e-mail naslovi. Za druge črne točke po Pomurju pa skrbi pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer se pa da tudi dobiti vse njihove podatke na spletni strani. Poleg nekako samega prenašanja žab pa lahko sami tudi veliko nekako storimo pri tem, da pomagamo oziroma da jih nekako ohranimo pri življenju. Kako oziroma na kakšen način? Ja, če še, ne vem, pogledamo 20-30 let zgodovino, pa primerjamo to z današnjim časom, takrat je praktično pri vsaki hiši bila še kakšna mlaka, zaradi živine, zaradi požarne varnosti in podobnih zadev. Danes je teh mlak vse manj, torej prvi korak je, da si umislimo kakšno mlako za dvoživke. Je pa zanimivo, da to vse več ljudi tudi počne, ker enostavno pogrešajo reganje, kvakanje in predvsem ti starejši, ki zdaj prihajajo v penzijo, to kar počnejo. Drugače, kakšna skladovnica drv, vej, ki je na dvorišču oziroma za hišo, kjer se lahko ne skrijejo, pogosto krastače pridejo v vrt, kjer nam naredijo ogromno koristi, ker se hranijo z tistimi živalmi, ki jih imamo recimo mi ljudje za škodljivce. Tako da marsikaj se da storiti, pa predvsem v teh spomladanskih, pa potem tudi v jesenskih selitvah pazimo na cestah, zmanjšamo hitrost, se probamo izogniti. Saj verjamem, da vseh se ne da izogniti, ampak kolikor se pač da. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda uspešno delo še naprej. Hvala lepo. Julija 2016 sta se takratni minister za kulturo Tone Peršak in direktor Pokrajinskega arhiva Maribor Ivan Fras mudila v Murski Soboti, kjer sta si ogledala prazne prostore muralista in na veliko obljubljala, da bodo dobili novo vsebino. 4 leta kasneje so prostori še vedno prazni. Pred 4 leti so obljubljali, da naj bi arhiv zaživel že leta 2018. Zgradba nekdanjega muralista na Cvetkovi ulici naj bi hranila tako več kot 1,7 km dokumentarnega arhivskega gradiva o Prekmurju. Je pač uspelo prepričati vlado, da smo ta sredstva v potrebni višini za nakup teh prostorov pridobili, se pravi 350 000 evrov za nakup teh prostorov. Naleteli tudi na pripravljenost občine, mestne občine, kot je povedal že gospod župan, da bo tudi z
ustrezno ureditvijo, bi rekel, zemljišč okrog objekta, omogočila, da bo objekt tudi imel potrebno infrastrukturo, kar se tiče parkirišč, funkcionalnega prostora in tako naprej. In v letošnjem letu imamo na ministrstvu 37 000 evrov namenjenih za te prve, bi rekel, intervencije ali pa tudi pripravo dokumentacije in tako naprej, da se bo, ki je potrebna za to, da se bo potem objekt ustrezno prilagodil za potrebe arhiva, ker pač arhiv potrebuje poseben režim. Po 4 letih so prostori še vedno prazni. Župan Aleksander Jevšek je pred časom na svojem Facebook profilu zapisal, da je občina svoje obveznosti izpolnila. Na državo je neodplačni prenos prenesla 1200 kvadratnih metrov nepremičnin okrog samega objekta in da je zdaj na potezi Ministrstvo za kulturo. Na kulturnem ministrstvu so za spletni portal Sobota Info pojasnili, da bo 1. januarja prihodnje leto v veljavo stopil zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Objekt bi tako lahko bil obnovljen do leta 2024, so še sporočili z ministrstva. Direktor Pokrajinskega arhiva Maribor, ki je upravljalec stavbe nekdanjega muralista, pa pravi, da je še vedno v načrtu, da se stavba adaptira za potrebe enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor. Izdano je že bilo gradbeno dovoljenje, kakor tudi vsa projektna dokumentacija za razpis. Država mora zagotoviti finančna sredstva, takoj ko bodo ta sredstva na razpolago, lahko gre Pokrajinski arhiv Maribor v razpis za izvajalca del, so še pojasnili. Zemljišča okrog objekta, ki jih je občina neodplačno prenesla na državo, pa so namenjena za parkirišče in zeleni del okoli stavbe. Na spletnem portalu sobotainfo.com pišejo o tem, da je vstopna točka za odvzem brisa pri sumu na koronavirus tudi v soboški urgenci. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Padavine bodo sredi dneva postopno slabele in popoldne ponekod ponehale. Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 11 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 8, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Padavine bodo sredi dneva postopno slabele in popoldne ponekod ponehale. Dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem pihal jugozahodnik, popoldne na severovzhodu severni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 4 stopinje. Čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti in Mariboru pokazali 6 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, v notranjosti Slovenije bo sprva nekaj nizke oblačnosti. V nedeljo bo začel pihati jugozahodni veter. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo pretežno oblačno, na severu in na vzhodu pa po večini sončno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -1 in 2, dnevne pa med 8 in 12 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.